Soglasno na prvi popočitniški seji. Tik pred gradnjo novega gasilskega doma. Mladim prijazna občina Medvode. Projekt Miza v galeriji na Sotočju. Predstavitev knjige Smeh z gora. Kolesarska avantura po alpskih poteh. S kolesom od Jakoba do Jakoba. Lepo pozdravljeni. Včeraj so se na prvi popočitniški seji sveta sestali občinski svetniki. Vsi so izpolnjevali PCT pogoje, saj je bilo pred sejo organizirano tudi hitro testiranje za tiste, ki COVID-19 še niso preboleli ali niso bili cepljeni. Svoje delo so zaključili v dobri uri, vse odločitve pa so sprejeli soglasno, tako rekoč brez razprave. Z dnevnega reda so sicer umaknili 2 točki. Osnutek odloka, ki bo urejal gasilsko službo, in sklep o lokacijski preverbi, s katerim želi podjetje Kro delno spremeniti prostorsko ureditvene pogoje, ki naj bi veljali za gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta na mestu nekdanjega Sokolskega doma. Bolj podrobno o tem v prihodnjih oddajah. Danes pa le nekaj poudarkov seje. Občinski svetniki so na včerajšnji seji brez kakšne posebne razprave sprejeli končno vsebino spremenjenega in dopolnjenega odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sotočje, ki delovanje zavoda še dodatno razširja. Pod okriljem javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino bodo po novem upravljali še socialno-varstvene storitve, prvenstveno storitev pomoč družini na domu. Dobre prakse drugod po Sloveniji namreč kažejo, da je storitev pomoč družini na domu bolj aktivna, bolj odzivna in bolj prijazno uporabnikom, če se izvaja prek javnih zavodov, ki jih ustanovi občina sama. Občinski svet občine Medvode je na včerajšnji seji sveta potrdil končno vsebino 2 odlokov, ki sta povezana z občinsko inšpekcijsko službo v prihodnje, torej po 1. januarju leta 2022. S prvim odlokom so potrdili ustanovitev organa skupne občinske uprave medobčinskega inšpektorata in redarstva občine Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo, ali s kratkim imenom, sestavljenim iz kratic, kako simbolično, Mir, sedežem v Radovljici. Posledično pa so morali spremeniti tudi odlok o reorganizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Medvode. Oktober je mesec požarne varnosti. Kot tradicionalno tudi v naši občini potekajo mnoge preventivne aktivnosti prostovoljnih gasilskih društev s področja požarne varnosti za različne ciljne skupine. Kot povsem prvi občini pa so se v soboto 2. oktobra na dnevu odprtih vrat predstavili člani prostovoljnega gasilskega društva Zgornje Pirniče in na obisk povabili svoje sokrajane in tudi vse ostale občane Medvod. Člani društva, ki letos sicer praznuje 120 let svojega obstoja, za kar so ob občinskem prazniku prejeli tudi veliko plaketo Jakoba Aljaža, so na dnevu odprtih vrat obiskovalcem pripravili mnoge preventivne aktivnosti. Razkazali opremo, s katero izvajajo naloge javne gasilske službe, krajani pa so na pregled lahko prinesli tudi svoje gasilne aparate. Prikazujemo gašenje z aparati in pa reševanje z vode. Imamo tudi enoto reševalcev iz vode, pa tudi prikaz dvigovanja bremen z blazinami. Z odzivom smo zadovoljni, zelo je kar prišlo dosti vaščanov in pa tudi nekaj okoliških prebivalcev, tako da mladine je tudi veliko prišlo, tako da smo kar zadovoljni z obiskom. V društvo, ki obsega vasi Zgornje Pirniče in Verje, je včlanjenih 400 članov, od tega je 60 operativnih gasilcev. Pohvalijo se lahko s tem, da so društvo z najštevilčnejšim članstvom v ljubljanski regiji. Nazadnje so imeli obilo dela ob rekordnem deževju konec septembra, ko so imeli v 4 urah kar 8 intervencij. Tako da smo se kar mogli potruditi. Vemo, da je bila poplava za par dni nazaj, tako da na pomoč so nam priskočili tudi 2 sosedna društva, Spodnje Pirniče, ki je naše mejno društvo, in pa PGD Preska tudi svojo ekipo. Prav na mestu tokratnega dneva odprtih vrat, na zemljišču v neposrednji bližini osnovne šole Pirniče, pa bo v prihodnosti zrastel nov gasilski dom, za katerega so poleti položili temeljni kamen. V juniju smo postavili temeljni kamen za postavitev novega gasilskega doma, kar smo bili že zelo veseli. Nedavno zdaj pa se je išel ta razpis
za izbiro izvajalca, da se prične tudi čim hitreje z deli. Občina Medvode je skladno z občinsko gasilsko strategijo za gradnjo novega doma zagotovila 550 tisoč evrov, celotna naložba pa je ocenjena na od 800 do 900 tisoč evrov. V društvu imajo v ta namen nekaj že prihranjenega, poleg tega bodo pri gradnji pomagali s prostovoljnimi urami, šli v prodajo starega doma, upajo pa tudi na pomoč krajanov in podjetij. Na postavitvu temeljnega kamna smo si zadali, da bi šlo čim prej v delo. Občina Medvode smo zdaj kar dobro hitro sodelovali, da se je to tudi realiziral, ta razpis. V kratkem pa bomo kar pričeli z deli, zemeljskimi deli, ker je to v bistvu naš prvi vložek in bo to tudi pol naprej že pripravljeno za izvajanje gradbenih del. Imajo pa v tem mesecu v načrtu tudi izvedbo večje gasilske vaje, ki jo bodo v čast 120-letnici društva organizirali prav člani prostovoljnega gasilskega društva Zgornje Pirniče, skupaj z Gasilsko zvezo Medvode in preostalimi društvi v občini. Občina Medvode je prejšnji četrtek na slovesnosti v predsedniški palači tudi uradno prejela certifikat Mladim prijazna občina za obdobje med leti 2021-2025. To je priznanje občinam, ki uspešno izvajajo ukrepe usmerjene v integracijo mladih, starih od 15 pa do vključno 29. leta v posamezne dele življenja družbe. Predvsem pa za spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Na novo ga je prejelo 7 občin, ponovno potrdilo pa še 16 občin. Certifikat podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Kaj sicer pomeni biti mladim prijazna skupnost? Certifikat Mladim prijazna občina je edinstveno tovrstno certificiranje v Evropi. Prejmejo ga tiste lokalne skupnosti v Sloveniji, ki z ukrepi za reševanje problemov mladih na lokalni ravni pri izobraževanju, zaposlovanju, stanovanjski politiki, informiranju, participaciji, mladinskem organiziranju in mobilnosti ustvarjajo prijaznejše okolje za življenje in razvoj mladih. Da živimo v času, kjer so dolgoletne izkušnje, znanje in veščine cenjene, je v svojem nagovoru izpostavila vodja programa Mladim prijazna občina Nina Bavčar-Čargo, kar ni nič narobe, če seveda damo možnost tudi mladim, da jih pridobijo. Mladim je treba ponuditi priložnosti, mladim je treba odpirati prostor. Ukolikor tega ne bomo storili, bo tuja zemlja za mlade vedno bolj privlačna. Že sicer je slovesnost ob 10. obletnici podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina v predsedniški palači izvenela predvsem kot apel tako državi kot občinam, da začrtajo jasno strategijo, kako zadržati mlade v Sloveniji oziroma v občini, kjer so odraščali. In prav certifikat Mladim prijazna občina naj bi bilo eno od učinkovitih orodij, meni vodja programa. In eno izmed učinkovitih orodij je nedvomno certifikat Mladim prijazna občina. Zakaj? Ker je to učinkovit pokazatelj stanja v neki lokalni skupnosti na področju mladih. Občine, ki ste nosilke certifikata, ste zato zbrale pravo in dobro pot, saj sistemsko izvajate najrazličnejše ukrepe, s katerim lajšate mladim prehod v odraslo obdobje, ter ustvarjate okolje, v katerem lahko mlada oseba izživi svoj potencial. In še? V današnjih časih pa ni dovolj, da občina le pridobi priznanje in naziv Mladim prijazna občina. To mora znati tudi dobro unovčiti. Da je Slovenija ena redkih držav, ki je uspela ohraniti približno enako kvaliteto bivanja, tako v mestu kot na podeželju, predvsem za mlade, je izpostavil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in projekt lokalne samouprave, poleg projekta denarne osamosvojitve, označil kot enega najuspešnejših projektov samostojne države. Moram izraziti občudovanje glede požrtvovalnosti, znanja, truda, ki ga lokalne skupnosti namenjajo za to, da bi se v Sloveniji živelo boljše in bolj kvalitetno. Brez lokalne samouprave si pravzaprav kot predsednik republike, to sem spoznal že kot predsednik vlade, ne znam predstavljati
enega razvoja naše skupne domovine, kot si ga vsi zaslužimo. Prepričan je, da se bodo občine s svojimi institucijami hitreje kot pa državna politika odzvale na izzive, ki jih prinaša tokratna zdravstvena kriza z vsemi njenimi posledicami. Certifikat Mladim prijazna občina je tokrat potrdilo 16 občin in na novo prejelo le 7, 3 za obdobje 2020-2024, saj lansko leto zaradi epidemioloških razmer podelitve ni bilo, in 4, med njimi tudi naša občina za obdobje 2021-2025. Občina Medvode je lastnica kar nekaj tovrstnih certifikatov prijaznosti in odličnosti. Zakaj kandidatura? Preprosto zato, da vidimo, kje v državnem merilu smo. In to, da je bila kandidatura uspešno potrjena, da smo prejeli priznanje oziroma naziv Mladim prijazna občina, potrjuje, da ne glede na to, na vse možnosti za izboljšave, ki so še, smo očitno med recimo temu 10-15% občin, ki mladim posvečajo pozornost. Vodja samega programa je na slovesnosti dejala, da morajo sedaj občine ta naziv dobro unovčiti. Mogoče veste, kaj je s tem mislila? Kako ga dobro unovčiti, ne vem. Vem pa, da je zahtevna pot potrjevanja tega naziva. Se pravi, mogoče za razliko od kakšnega drugega je tukaj zelo jasno zapisano, kako se potem naprej ta naziv potrjuje. Pot ni lahka, tako kot ni bila lahka kandidatura. Sodelavci in sodelavke, ki so delali na tem projektu največ, tako v občinski upravi kot v javnem zavodu, so povedali, da je bila to ena najtežjih prijav. Za vsako področje, torej 9 področij, smo seveda morali poiskati naše dejavnosti, dodati dokazila in seveda pokazati, da na teh področjih smo uspešni. S pridobitvijo certifikata se je občina Medvode zavezala, da bo naslednja 4 leta vsaj ohranila ali pa dvigovala učinkovitost ukrepov pri načrtnem obravnavanju področja mladih, pri participaciji in organiziranosti mladih, pri informiranju in mobilnosti in tudi pri zaposlovanju in izobraževanju mladih ter pri stanovanjski politiki. In prav pri slednjem je imela občina Medvode že sicer največ dilem. Vendarle po razgovoru z Inštitutom za mladinsko politiko sem ugotovila, da imajo enake težave oziroma iste težave tudi ostale občine, da pa seveda je pomembno to, da razpisi se objavljajo, ko so prosta stanovanja in da se posebno kategorijo določi mlade oziroma tudi mlade družine in to pri nas pa seveda imamo. Zaveda se, da je določen manko tudi na področju zaposlovanja in izobraževanja, saj so se zaradi korone ustavili nekateri projekti, ki so se sicer izvajali pod okriljem javnega zavoda Sotočje. Sigurno je pri zaposlovanju in tudi pri izobraževanju pomembno, da imajo mladi možnost izvajanja prakse oziroma da jim to omogočamo, kar v občinski upravi in javnih zavodih poteka. Ne nazadnje pa tudi pripravništvo, kjer osnovna znanja, osnovne možnosti pri zaposlitvi mladi tudi vendarle dobijo. To pa v naši občini se izvaja. Trenutno je v evalvaciji tudi pravilnik o nagrajevanju študentov, ki ga je občinski svet brez večjih pripomb sprejel konec leta 2019 in naj bi bil bolj pravičen kot prejšnji. Pa je. Glavni kriterij za pridobitev nagrade je predvsem starost študenta brez večjih izjem. Višina nagrade pa je vsako leto različna, odvisna od števila nagrajencev, saj je skupni nagradni fond omejen, trenutno na 25.000 evrov. Je pa res, da nagrade študentom so nadstandard od nadstandarda, ki ga lokalna skupnost nudi. To si moramo biti na čistem. Študentova naloga je, da študira, če ima srečo, da študira. Naloga občine zagotovo ni v tem, da spodbuja študenta, da naredi letnik oziroma napiše diplomo. To je pač njegova dolžnost. Kaj pa pomoč pri samem študiju, tistim, ki so mogoče nadarjeni, to se pravi štipendiranje? Ja, jaz sem že od začetka povedal, da sem bolj naklonjen štipendijam, ampak nekako v procesu sprememb pravilnika in večina tega mnenja ni delila.
Če je v preteklosti področje mladinske dejavnosti večkrat delilo občinsko politiko, pa je sprejetje mladinske strategije konec lanskega leta, kar je bila tudi osnova za kandidaturo za naziv Mladim prijazna občina, potekalo povsem brez zadrege. Le ena izmed občinskih svetnic, Mateja Kuhar Bizjak, je menila, da bi bila lahko strategija bolj drzna. Predstavila je 2 konkretna predloga za pomoč mladim podjetnikom, nepovratna sredstva za zagon podjetja in vzpostavitev tako imenovanih coworking prostorov. Glede na to, da ima strategija kar nekaj števnih ciljev, se mi zdi, da je, če bomo uspeli vse te cilje slediti in večino realizirati, bomo naredili ogromno. Lahko bi bila najbrž strategija vesoljsko drzna, ampak če bi bila ostala popolnoma nerealizirana na koncu trajanja, potem je čisto vseeno. Občina Medvode se je s pridobitvijo certifikata zavezala, da bo tudi vnaprej izvajala ukrepe z področja mladinske politike in podpirala aktivnosti, ki so usmerjene v integracijo mladih, vse pore družbenega življenja, predvsem pa v spodbujanje njihovega čim hitrejšega osamosvajanja. In naša teza, da je pri integraciji mladih bistveno uspešnejša kot pri njihovem osamosvajanju. S to tezo bi se lahko samo strinjal. Mogoče dodal samo to, da za tisti del, kjer je pomembna participacija oziroma kjer se skuša vplivati na participacijo, je del, na katerem občina lahko naredi največ. Ko govorimo o področju zaposlovanja, ko govorimo o stanovanjski politiki, govorimo o nečem, kar je generalen problem države. In tukaj bo, če bomo želeli stvari spremeniti, morala država zadeve postaviti drugače. In še, da bo občina v prihodnje več pozornosti namenila prav sodelovanju z državo. Oziroma unovčevanju morebitnih priložnosti, ki jih bo država ponudila na področju zaposlovanja oziroma še bolj računamo na področju gradnje neprofitnih stanovanj. Če bo do teh priložnosti prišlo, potem bomo mi sigurno zraven. Predsednica strokovnega sveta za mladino pri javnem zavodu Sotočje, Darja Šuster, že sicer meni, da bi morali v prihodnje bolj vzeti v razmislek, da gre za mlade, stare od 15 do vključno 29. leta, za katere pa so najpomembnejši kriteriji prijaznosti prav zaposlovanje in izobraževanje ter stanovanjska politika. Tem pa bi jaz rekla, da pa ne vem, če smo preveč prijazna občina, ker v bistvu kaj pa mi imamo za njih, kaj jim lahko ponudimo. Se iščemo stvari, se trudimo, raziskujemo, pač sam v teh časih jaz ne vem, koliko se kaj da narediti, ne. Se vemo, kako je sploh zdajle po koroni v teh 2 letih, saj mi smo se trudili, delali smo strategijo za mlade, vse, samo pri teh mladih se mi pa zdi, da pa kle pa ne najdemo neke prave rešitve trenutno, no. Da so se v strokovnem svetu sicer trudili za bolj drzno mladinsko strategijo. Mi smo se zelo trudili, dajali pobude pa to, ampak so nas tudi na občini zelo v bistvu na realna tla postavljali ves čas, ne, kot češ, to ni možno, ne vem, ni stanovanj, nimamo opcij, iskali smo rešitve, kje bi lahko se kaj najdel, dali pobude, ampak pač trenutno očitno teh financ ni za ta stanovanja. V strokovnem svetu za mlade javnega zavoda Sotočje so med drugim podprli tudi idejo o podjetniški akademiji in spodbudah za podjetja in ustanove, ki bi štipendirale dijake in študente ali jim omogočile opravljanje prakse. Med drugim so razmišljali tudi o posebnem subvencioniranju najemnine mladim in mladim družinam in o popustih pri komunalnem prispevku, če se odločijo za gradnjo. Šusterjeva se zaveda, da denarja ni, pa vendarle. Potreba malo širše razmišljati v to smer, pa poiskati neke lokacije, kjer bi se to dalo narediti, ne vem, kakšne stare hiše ali pa ne vem, najdeti neko parcelo, kjer bi se sigurno se da, no, ne vem, pa dobiti neka sredstva iz Evropske unije, vse vemo, da se da, samo če se hoče. Ugotavlja, da po sprejeti mladinski strategiji še ni vidnih večjih sprememb. Delno je temu kriva tudi korona, ki je začasno ustavila že začrtane projekte javnega zavoda Sotočje. Del krivde pa, da nosijo tudi mladi sami. Mogoče tudi zanimanja ni neki velik, ker smo mi dajali pobude na mlade, delali razne ankete, iskali
kaj bi še lahko vzpodbujali mlade, v bistvu dobesedno od ust do ust, da naj se javijo, naj povejo, kaj si želijo, da se bomo potrudili še kaj njim ugoditi, ampak je zdaj kar vse malo zamrlo, no. Do 8. novembra je odprt razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo upravičencem predvidoma oddana in vseljiva v naslednjih 3 letih. Prvenstveno, glede na socialni status, bo oblikovana enotna prednostna lista. Prednostni kategoriji pa sta dejansko mlade družine do 35 let in mladi do 30 let. Sliši se odlično, a realnost je nekoliko manj bleščeča. Trenutno sta na razpolago le 2 stanovanji. Izpraznjeno dvosobno stanovanje v velikosti slabih 60 kvadratnih metrov za neprofitno najemnino 228 evrov mesečno in garsonjera v velikosti borih 19 kvadratov za neprofitno najemnino 51 evrov mesečno. Podrobneje pa prihodnjič. Naša občina se je že 5. leto pridružila praznovanju Tedna kulturne dediščine in Dnevov evropske dediščine, ki potekajo od 25. septembra do 9. oktobra. Na 1. oktobrski dan so tako v galeriji Na prostem na Sotočju odprli razstavo z naslovom Miza. Krajši slovesnosti pa je sledil koncert glasbene skupine Noreja. Dogodek javnega zavoda Sotočje Medvode se je na eni strani dotikal dvoletne raziskovalne tematike pod sloganom Legende med vodami, ki bo rdeča nit kulturno-umetniških programov zavoda Sotočje v naslednjih 2 letih, ter kulturne dediščine Medvod in ju povezal s pridihom sodobne umetnosti. Je pravzaprav povezava med sodobno umetnostjo, kulturno dediščino, nesnovno dediščino in tudi lokalnimi prehranskimi izdelki lokalnih pridelovalcev. Tako je razstava, ki si jo lahko gledate na galeriji Na prostem pred knjižnico, dobila čisto eno novo vsebino in smo prehranske izdelke nekako poskušali prikazati na malo drugačen način. Kako se stikajo z kulturno dediščino v Medvodah, kako se povezujejo in kako dejansko tudi sami odsevajo to tradicionalnost, to domačnost, ki jo nosijo v sebi. K sodelovanju so s svojimi izdelki tako pristopili lokalni ponudniki prehranskih izdelkov, Miro Rismondo iz dežele Kruha, kmetije Mis, Prčrnet in Malenšek ter domačija Prandrej. Razstava pa ponuja nov, drugačen pogled na lokalne domače prehranske izdelke skozi oči umetnic projekta v naročju Zvonke Tasimčič in Mojce Senegačnik, ki prav tako elemente sodobne umetnosti umešča v okolje naravne in kulturne dediščine. Več stvari smo zajemali v fotografije in sicer v ospredju je miza, ki je letos gostovala v hiši na hribu in je sestavljena iz lesenih deščic lesorezov. Seveda smo to sodobno umetnost poskušali povezati z kulturno dediščino in pa z jedmi, ki se nekako vežejo na dediščino. Torej se pripravljajo na stari način. Novo razstavo, ki tokrat odpira tudi razmišljanja o tem, kako pomembna sta za nas ljudsko izročilo in domača, lokalno pridelana hrana, je sicer postavil Ladislav Vidmar iz turističnega društva Žlebe Marjeta. Društvo pa skrbi tudi za polletne selitve razstav iz ene galerije Na prostem na drugo. V medvoški občini imamo namreč kar 3. Nas v turističnem društvu in mene osebno zelo veseli, da je galerija, ki smo jo pred 5 leti in pol odprli oziroma otvorili z razstavo gospoda Lenarčiča, zdaj že 5. leto in pol redno lepo funkcionira in je danes otvoritev 11. razstave tukaj v Medvodah. Z galerije iz Žlebov smo se po 2 letih preselili tudi v Medvode, kjer smo našli idealen prostor, praktično nek mestni kozolec tukaj pri knjižnici na Sotočju in potem z dobro voljo turističnega društva Zbilje prišli tudi na Dobravo, kjer je galerija izredno obiskana po pričevanju tistih, ki se v tistem koncu ukvarjajo s turizmom. Želja je in tudi zelo dobro kaže, da bo v prihodnjem letu, če bo sreča mila, tudi na Katarini oziroma pri osnovni šoli na Topolu ob ureditvi parkirišča
postavljena tudi galerija, še 4. razstavno mesto in s tem se bo krog na področju občine Medvode lepo zaključil in zajeli bomo vse 4 segmente ljudi, se pravi pohodnikov z Marjete, obiskovalcev centra Medvod, turističen kraj Zbilje in center Polhograjskih Dolomitov v naši občini Topolj oziroma Katarino. Razstava Miza bo v galeriji na prostem na Sotočju na ogled vse do aprila 2022. Želja pripravljavcev pa je, da bi takrat le-ta dobila tudi mednarodni pridih, saj je na nedavnem obisku Medvoškega mednarodnega odbora v mestu Kre beseda tekla tudi o tem, da bi v prihodnjem letu gostili razstavo fotografij ustvarjalcev pobratenega mesta. To soboto pa nas Lovski pevski zbor Medvode vabi v športno dvorano Medvode na osrednje slovensko srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov. Na že 47. srečanju po vrsti, ki nosi naslov Praznik lovske kulture, se bo predstavilo kar 27 skupin iz vse Slovenije, 12 pevskih zborov in 15 skupin rogistov. Skupno bo torej medvoški oder gostil skoraj 300 udeležencev srečanja. V soboto 16. oktobra popoldne, natančneje ob 14. uri, torej Lovski pevski zbor Medvode skupaj z Lovsko zvezo Slovenije vabi vse Medvoščane v športno dvorano na dogodek posvečen lovski kulturi in lovski glasbi. V športni dvorani bo ena velika prireditev, skupno skoraj 300 nastopajočih, 15 skupin rogistov in 12 skupin pevskih zborov in še nekaj spremljevalnega programa, tako da bo kar zanimivo. 47. srečanje v organizaciji Medvoškega lovskega pevskega zbora bi se moralo sicer odviti že v lanskem letu, a je dogodek epidemija koronavirusa prestavila za 1 leto. Priprave so se začele že pred časom korone, ampak ne en del priprav. Tako da nekaj smo imeli že pripravljenega, zdaj se pa, bom rekel, že 2 meseca nekako s tem ukvarjamo. To je kar en velik dogodek in je veliko stvari treba poskrbeti, da se pripravijo tako, da bo prireditev nemoteno potekala. Na srečanju skupine rogistov in člani lovskih pevskih zborov nastopijo skupaj kot enoten zbor oziroma enotna skupina rogistov, kar je edinstvena izkušnja tako za nastopajoče kot vse obiskovalce. Srečanje je namenjeno v bistvu druženju pevcev in rogistov. To je glavni namen, da se enkrat na leto srečamo, da skupaj zapojemo, rogisti zaigrajo in to je eno lepo druženje tudi. Ne bo pa to prva izkušnja v organizaciji za Medvoško društvo. Tovrstno srečanje so namreč gostili že pred 25 leti. V imenu prireditelja Lovskega pevskega zbora Medvode prisrčno vabljeni v soboto ob 14. v športno dvorano Medvode na prireditev lovske tematike, na lovsko kulturo. Medvoška knjižnica je postala osrednja kulturna ustanova v občini, kjer se predstavljajo številni avtorji in umetniki. Lansko leto, tik pred razglašeno epidemijo, so bili s planinskim publicistom Medvoščanom Dušanom Škodičem že dogovorjeni za predstavitev njegove knjige Smeh z gora, pa se je ta po spletu okoliščin zgodila šele ta ponedeljek. Navdih za 17 zgodb, ki jih opisuje v knjižni uspešnici, prvotna naklada je namreč skorajda razprodana, pa je dobil tako v svojem planinskem izkustvu, kot v pripovedih prijateljev in znancev. Dušan Škodič, gornik z dušo in srcem, je svojo pisateljsko žilico odkril razmeroma pozno, šele kot srednješolec. Nekako pisati sem začel šele v srednji šoli, kar se je pa izkazalo za kar dobro, ker sem na maturitetnem eseju sem dobil nagrado kot najboljša naloga je bila. Drugače pa sem doma iz, bom rekel, hribovske familije, moj oče in tudi stric sta bila alpinista, svoj čas pa oče je izdeloval gojzarje, tako da mi je bilo to nekako že položeno. Namesto na morje smo hodili ponovati v hribe. O svojem otroštvu in mladosti, preživeti pod gorami in na strmih planinskih poteh rad spregovori z ljudmi, ki jih zanima, od kod mu strast pisanja o gorniški tematiki.
Pisateljsko strast pa izživi kot dopisnik in urednik naše najstarejše gorniške revije Planinskega vestnika. S tem sem se veliko ukvarjal, tudi kot vodnik, kot gorski stražar in tako naprej v društvu in posledica je bila seveda pisanje vseh raznih zgodb in doživljajev in kasneje tudi bolj strokovnih člankov. Knjiga, ki jo je tokrat predstavljal v Medvoški knjižnici, je humorno obarvana zbirka zgodb s planin s pomenljivim naslovom Smeh z gora. V njej je 17 zgodb, večina zapisana pa po njegovih lastnih prigodah. To je moja 4. knjiga, vse so bile sicer različne, ampak vse se dotikajo gora. Tako da ena je bil pač planinski roman, ena je planinsko-zgodovinski vodnik, ena so zgodovinske zgodbe po resničnih dogodkih v naših gorah, no in ta je pa zdaj nekako antipod pa vesele, dobre, srečne zgodbe. Dušan Škodič pravi, da se bo vsak planinec zagotovo našel v kateri od zanimivih prigod, ki se človeku lahko pripetijo tam, kjer, kot pravijo, ni greha. Vse gore so v bistvu tako kot življenje, polne so naključij, preobratov in vsega, vendar pa je res, da humor v gorah je drugačen kot v dolini, kajti gore so le nek resen poligon, medtem ko dolina je pa bolj varna. Knjiga Smeh z gora pa ni zgolj prijetno razvedrilo, ampak nosi tudi sporočilo bralcu. Publicisti, pisci si vedno vzamemo nekaj prostora tudi za fikcijo, ne? Ampak bolj mi je pomembno, da je tukaj, čeprav govorimo o nekih zabavnih zgodbah, tudi nekaj skritega sporočila, se pravi, so tukaj izkušnje, so osebna doživetja in pa predvsem nastavljanje ogledala. Dušan Škodič pravi, da se v gorah vsak dan pišejo nove zgodbe in ker se drži reka nikoli ne reci nikoli, se prav lahko zgodi, da bo napisal še kakšno podobno knjigo. Gradiva zagotovo ne bo zmanjkalo. S pojavom tako imenovanih korona planincev, jaz mislim, da vse skupaj ena komedija lahko nastane iz tega in bi pravzaprav zaslužila. In tudi bi se dalo eno knjigo napisati, ampak tega je veliko. Pravzaprav smo v Planinskem vestniku celo naredili natečaj za najboljšo koronsko zgodbo, kajti v gorah smo posebej lani srečevali ljudje, ki dejansko niso imeli pojma o hribih, ker gore so bile nekako zatočišče, kamor je šel lahko vsak, da se je malo pomiril po tej pandemiji in seveda prišle so neke komične situacije. Na srečo pa ni bilo nekega silovitega povečanja nesreč v gorah, čeprav so pa reševanja pa postala verjetno tudi humoreske zase. In kakšen bralec bo užival ob prebiranju zgodb v knjigi Smeh z gora? Predvsem ljubitelj življenja, kajti se pravim, gore so sam preslikane, dolina in obratno. Tako da je za stare in za mlade, vsi se najdejo noter in pravzaprav kar ne samo iz doline v hribe, to tudi doživljamo. Knjigo Smeh z gora krasijo tudi čudovite ilustracije Milana Plužareva, s katerim Škodič sodeluje tudi pri Planinskem vestniku. Te dni pa Dušan Škodič ne predstavlja samo te knjige, ki je šla že lani. Ob 100-letnici podpisa Rapalske pogodbe je napisal planinsko-zgodovinski vodnik Meja na razvodnici, v kateri so opisani dostopi do vseh 61 glavnih mejnikov Rapalske meje, ki se nahajajo na ozemlju Slovenije. Že lansko leto je bila v knjižnici Medvode načrtovana tudi predstavitev kolesarske alpske avanture Torino-Nika Rejli, tako kot jo je septembra leta 2019 doživel naš občan Matija Vojsk. Takole pravi: to ni dirka, pač pa ne tekmovalno in ne podprto kolesarjenje v gorah med navedenima mestoma. Torej, ni ne štartnega seznama, ne ciljne razvrstitve, ne kakšne drugačne pomoči organizatorja na poti. V prispevku Silvane Knok pa boste izvedeli tudi odgovor na vprašanje, kaj je to grejvljska prireditev. In komu bi Matija Vojsk priporočil to vrstno kolesarsko avanturo? Ja, na svet organizatorja, jaz sem bil na 4. izvedbi leta 2019 je bil, ne zanašajte se na svoje običajna merila. Nihče ne bo povsem pripravljen. Magister menedžmenta, doslej član uprav številnih velikih podjetij, med drugim tudi Telekoma Slovenije, nosilec številnih funkcij, med drugim je bil tudi direktor Smučarske zveze Slovenije, član številnih nadzornih svetov in odborov, med drugim tudi nadzornega odbora občine Medvode, član organizacijskega odbora številnih velikih prireditev, naš občan Matija Vojsk, že sicer športnik po duši, je kolesu predan predvsem zadnjih 20 let.
Nekoč tudi gorsko kolo, zdaj pa kombinacija cestno in pa kolo za brezpotja, makadam in tako dalje, kar je posebej v obdobju pandemije prišlo še kako prav. In medvoških cest, stezic in še česa, pa tudi še nekaj drugih občinskih po Sloveniji imam precej izvoženih. Kako je potem prišlo do tega, da ste se odločili prav za to ne tekmo? Ja, ta je pa slavna, ta je pa razvpita. Gorsko in cestno kolo je torej zamenjal za kolo, ki mu po angleško pravijo gravel, po naše pa makadamar. Je neke vrste križanec med cestnim in gorskim kolesom, inačice precej, industrija to spodbuja zato, da prodajo še eno vrsto koles, še en tip, ki ima pol veliko podtipov. Načeloma je pa tako, da zame je bistveno, da je prilagojeno oziroma da omogoča tudi pritrditev precej prtljage, kar pomeni, da lahko v tem primeru dober teden, sicer pa tudi po kakšen mesec prtljage vzameš seboj, pritrdiš na kolo in ima dovolj široke gume in geometrijo tako, da prenese nekaj več terena kot pa običajna cestna kolesa. Vse, kar vzameš s sabo na gravelsko prireditev, je lahko, majhno in drago. Ključavnica za njegovega makadamarja je tehtala na primer 22 gramov. Z vojskom smo tokrat torej podoživeli, kar nekaj poslušalcev je prišlo na predstavitev kolesarsko avanturo Torino-Nica Rally, kot jo je ta doživel septembra leta 2019 na njeni 4. ponovitvi. Ne gre za dirko. Temveč, kot se temu po slovensko reče, nepodprti avanturi potovanja po alpskih cestah, stezah in včasih še steze niso čisto bile od Torina do Nice, ampak to po prstanu gorskih grebenov, ki se začnejo pač v Piemontu, nadaljujejo po nekaj znanih poteh in klancih, kakršne poznajo tudi cestni kolesari, potem pa preidejo v manj znana področja in se spuščajo dol proti Azurni obali. Udeleženci od organizatorja prejmejo le opise ključnih točk trase, vsem drugem se morajo znajti sami. Na poti ni oznak, udeležencev nihče ne spremlja, ni merjanja časov, niti niso določeni postanki, ne prenočišča. Vse to je prepuščeno udeležencem samim, torej gre za športni in organizacijski izziv. Ta stvar je taka, da ni ne štartnega seznama, ne ciljne razvrstitve, nič. Na predvečer kolesarske avanture se udeleženci, leta 2019 jih je bilo kar 160, zberejo na večerji na Testeninah. Če tega, tako kot se je to zgodilo v vojsku, ne zamudiš. Naslednje jutro pa se pridružiš množici na enem od trgov v Torinu in se odpelješ na pot. Pa še to ne čisto vsi v isto smer. Imaš GPX sled na voljo, in potem ti tiste zadeve najdeš tam med tramvaji in mestnim prometom in čas traja, ko se odsučeš, se počasi vsi usmerijo v isto smer in gredo na ta prvi prelaz, ki sledi čez vzpon, sledi po enih 40 kilometrih. Dolžina poti je med 650 in 700 kilometri in zabeležiš med 17 in 20 tisoč višinskih metrov. Različno od tega, katero traso in koliko bližnjic ubereš po alpskih cestah, poteh in stezah. Skratka, v povprečju se giblješ tam na 2000 metrih višine, na kolesu pa 10 ur na dan. Je pa tudi res, da so možni odseki, ki ne samo da rineš ali pa nosiš navzgor, ampak tudi navzdol. Kar pomeni, da čas potem je zelo relativna kategorija. Najhitrejši sicer profesionalni kolesar je tokrat za avanturo porabil le 4 dni in pol. So pa tudi taki, ki uživajo na poti po 14 in več dni. Vojsk dober teden. Zanj kolesarstvo ni šport enega proti drugemu, ampak doživetje enega z drugim. In zakaj kolesarstvo? Ker je potrebno za vzpon vložiti nekaj več truda in ker več lepega vidiš, saj prideš v istem času dlje kot peš. Mi smo zadnje 2 dni še podaljševali celo avanturo, ker ni šlo za hitrost in čas, temveč je šlo za to, da zadevo v polni meri užiješ, ker prav velikrat ne boš. Za slikovito predstavitev avanture je uporabil predvsem svoje lastne fotografije, tiste, ki so mu uspele, in fotografije soudeležencev. Soudeleženci, s katerimi smo se po nekaj dneh pobliže spoznali in tudi lahko rečem spoprijateljili z marsikom, praktično z vsemi, ki smo sodelovali,
so mi omogočili, da smo si slike izmenjali in jih za take nekomercialne namene lahko tako eden kot drugi sučemo okoli. Sicer jih je pa polno na družbenih medijih, polno, ker ta zadeva res slikovita. Kolesariš na povprečni višini 2000 metrov med 13 izrazitimi vrhovi, ki merijo krepko čez 2000 metrov. Tako da zgoraj veliko kulturne dediščine ni, več je ostankov vojen in vojnih utrdb in sledi nasploh. So tudi večina teh gorskih poti je rezultat vojnih priprav in dogajanj. Narava je pa lepa in kruta obenem. Enkrat Torino, Nicarelli in nikoli več? Zato pa res lahko rečem nepozabna, upam, da ni enkratna. Je pa narava tako lepa, da prav po isti ni nujno, da bi šel, lahko bi šel recimo v obratni smeri, čeprav je pa res nekaj. Spuščati se proti Sredozemskemu morju kot nagrada za nekaj prejšnjih dni, takih in drugačnih telovadb, pa je svojevrstno doživetje drugačno, kot če končaš v ravnini gor okoli Torina, to je res. Še ostajamo pri kolesarjenju. V soboto dopoldne so člani Jakobovega kolesarskega društva organizirali jesensko romanje k Svetemu Jakobu na Brezovico nad Medvodami. 30-članska zasedba je tako v sončnem dopoldnevu opravila več kot 10 kilometrov dolgo pot po Medvodah. Šli so pa od Jakoba do Jakoba. Jakobova pot oziroma El Camino je ena najbolj znanih romarskih poti na svetu, ki povezuje skoraj celotno Evropo s katedralo Svetega Jakoba v Santiago de Composteli na Portugalskem. In prav na našem območju poteka pomembno križišče, kjer se lahko romarji odločijo, ali si bodo izbrali italijansko pot ali avstrijsko, zaradi česar so Jakobove poti v naši občini lepo označene in vzdrževane. Novo nastalo društvo Kolesarska Jakobova pot Slovenija Camino se je zato odločilo, da bodo v sončnem sobotnem dopoldnevu prekolesarili del Jakobove poti, ki poteka po Medvodah. Danes sem povabila naše člane Jakobovega kolesarskega društva v Medvode, kjer bomo odkolesarili pot od Jakoba do Jakoba. Obiskali bomo te dva Jakoba, ki jih na naših romarskih poteh do zdaj še nismo oziroma nista označena. To je Sveti Jakob na Brezovci nad Katarino in pa seveda, da obiščemo tudi našega velikega moža, rojstno hišo Jakoba Aljaža. Tradicionalno je bilo tako, da se je Jakobova pot prehodila peš, a v zadnjem času po svetu postaja vse bolj aktualno to, da pot prekolesariš. Zato sta se zakonca Štefanič, ki sta pomagala pri terasiranju Jakobove pešpoti po Sloveniji pred 11 leti, odločila, da bosta po Sloveniji izpeljala še preko 700 km dolgo kolesarsko Jakobovo pot. Pred 11 leti je bila strasirana po Sloveniji pešpot in mi dva sva bila že v tem društvu Prijatelju poti Svetega Jakoba, ki je trasiralo to pot in raziskovalo od leta 2000 do 2010, ki je nekoč peljala po Sloveniji Jakobova pot. In ker sva bila mi dva edina člana kolesarja v tem društvu, je prišla ideja, da tudi po Sloveniji strasiramo kolesarsko Jakobovo pot, kar sva mi dva tudi naredila. Jakobova pot ne predstavlja zgolj vezi s Santiago de Compostela, temveč tudi vez za našo kulturo in preteklostjo. Zato zakonca Štefanič menita, da je potrebno to kulturo vzdrževati in se aktivneje vključevati na teh poteh. Kolesarska pot se veže potem v Italiji oziroma v Avstriji na njihove poti. Tako da dejansko smo se s tem vključili v mrežo evropskih poti, tako kot je včasih obstajala v srednjem veku. In s tem obujamo kulturno oziroma tudi versko tradicijo Evrope. In s tem spet postajamo del Evrope, tudi na tem področju. V preteklosti so bili kolesarji Jakobove poti sekcija Društva prijateljev poti Svetega Jakoba, pred dobrim letom pa so ustanovili svoje društvo. Društvo Kolesarska Jakobova pot Slovenija Camino. V letu 2021 so organizirali že 6 kolesarskih romanj po Sloveniji, 7, s katero tudi zaključujejo sezono, pa je bilo organizirano prav na območju naše občine. Pripeljali smo se iz Medna. Najprej smo obiskali tukaj rojstno hišo Jakoba Aljaža.
Naprej se bomo odpeljali v Hraše, mimo Svetega Jakoba, se bomo ustavili pri Janharju, kjer nam bodo predstavili njihove lepe koničke. Potem nadaljujemo mimo Zbilj. Jaz sem tako rekla, da bomo zapeljali ob Labodjem jezeru, nadaljevali skozi Medvode do Sore, po Ločnici. V Ločnici bomo spet naredili eno kratko pavzo, da se malo podpremo, potem pa proti Katarini in pa na Jakoba na Brezovco. Potem se bomo zapeljali do Katarine, bomo malo poskrbeli za naše želočke, pojedli kosilo in se potem preko Katarine, Toškega Čela in Šentvida odpeljali ponovno do Medna. Tako da bomo naredili lep krog po Jakobovih poteh. Dejansko bomo spustili samo Svetega Jakoba v Petelincu, ki ga pa nažalost ne moremo obiskati. Ni dostopen s kolesi. V občini Medvode je skupno 18 cerkva, od katerih je zavetnik kar 4 Sveti Jakob. Vodja jesenskega romanja Zdenka Brgant je zato vsem 30 romarjem, ki so se udeležili sobotnega romanja, že v vabilu postavila vprašanje, kako to, da je na takem majhnem območju toliko Jakobovih cerkva. Tega ne vem točno, kaj bi bil razlog. Verjetno pa na račun tega pa tale Jakob Aljaž dobil ime, morda ravno obratno. Je pa dejstvo, da se tudi naše poti, torej 3 so, glavna pot od Slovenske vasi čez Ljubljano do Trsta, Gorenjska oziroma Višarska, ki se začne v Ljubljani in gre do Višari, in pa Prekmursko-Štajerska, ki se začne na madžarsko-slovenski meji do Ljubljane, da je center stičišča vseh teh poti, tako imenovanega Jakobovega križa čez Slovenijo, Ljubljana. In torej Ljubljana za okolico je nekako center tega dogajanja. In je čudovito, da imamo občino, ki ima toliko svetih Jakobov. In ravno zaradi tega letošnjo kolesarsko romarsko leto končujemo v vaši občini. Člani društva vljudno vabijo vse, ki bi si želeli, da se pridružijo njihovemu društvu, prav tako pa vabijo vse, da prekolesarijo Jakobovo pot, če ne več, vsaj ta del, ki je v naši občini. Za več informacij, kje točno poteka slovenska Jakobova pot, pa si lahko ogledate njihovo spletno stran jakobovakolesarskapot.si. Končana je sezona svetovnega pokala v gorskih tekih. Medvoščan Timotej Bečan je med 16 tekmami sodeloval na 5 in s 330 točkami osvojil končno 6. mesto. Pretekli vikend je na sklepni preizkušnji sezone vertikalnem kilometru Kjavena Lagung osvojil 10. mesto. Članska ekipa Brinox Medvode je v drugem krogu druge slovenske košarkarske lige na gostovanju v Postojni morala priznati premoč domačinom, ki so tokrat slavili z 62-47. Kegljači so pričeli tudi s tekmami v Ljubljanski ligi in v prvem krogu sta obe ekipi Hidra izgubili. Hidro 2 proti Gobarju z 1,5 proti 6,5 ter Hidro 3 proti Taborski jami 3 s 6-2. Na svetovnem prvenstvu amaterjev v Sarajevu je na prestižni ekipni štafetni dirki ekipa Slovenije 1, katere član je bil tudi Zbiljčan Andrej Žavbi, premagala vso konkurenco ter suvereno osvojila prvo mesto pred ekipama Kanade in Češke. Medvoški policisti poročajo o 2 prometnih nesrečah, ki so jih obravnavali. Prva se je zgodila v Medvodah, povzročitelj je prejel plačilni nalog, druga pa v Rakovniku. Poročajo, da so bile v njej udeležene mladoletne osebe. V Dragočani so ukradli skiro, zoper storilca so policisti podali kazensko ovadbo. O ostalih dogodkih policisti tokrat ne poročajo, velja pa še nekaj opozoril, zlasti tisto, ki vam ga ponavljamo iz tedna v teden. Bodite samozaščitni, ne zapuščajte odklenjenih stanovanj, ne spuščajte neznancev v vaše domovanje in dobro premislite, kje boste hranili svoje vredne predmete. Za vse neprilike pa so tu za vas policisti na številki 113. To je bilo vse, kar smo vam pripravili nocoj. Prijeten konec tedna vam želi naša ekipa in nasvidenje čez teden dni.